trend kadilcev upada, pljučnega raka je pa vedno več. Tako da je dejansko to od tega, zdaj je to tukaj, pač to vprašanje. Tako da, se pravim, to je trend trenuten, ki je Evropskemu komisarju zanimiv in kar sem slišal danes, ga bo še bolj poostril, celo razmišljal o popolni prepovedi. Se pravim, zdaj bomo kadilci pretrpeli, potem bojo pa kakšni drugih in bojo kaj drugega vzeli. Kaj bi pa zaželel kadilcem ob dnevu boja proti kajenju? Kadilcem? Ja. Ne počnejo, kar čijo, ampak obenem se pač mogoče vsaj ta dan mogoče malo zavedajo posledic. Pač jaz se jih zavedam, me ni sram povedati, čeprav v Sloveniji danes, kakor jaz imam izkušnje z ljudmi, ki smo pač člani, pa tako, pa da se je do članu. Velika populacija kadilcev sama sebi ne prizna, da so kadilci. In v bistvu sami sebi, ne rekel lažejo, ampak si prikrivajo, oziroma se bom nehal, se sam začasno kadim, se bom kadil samo do 30. ali pa do konca meseca bom nehal in se v bistvu dejansko dosti kadilcev ne smatra za kadilce. In kako boš preživel jutrišnji dan? Boš kadil kaj manj cigaret? Ne, zakaj? Jutrišnji dan se bom zamislil, bom vedel, da je dan boja proti kajenju. Bom mogoče pomislil, kakšna imam pljuča, mogoče pomislil, koliko bom kašljal, ali pa če se mi bo še kaj hujšega zgodilo, samo prižgal bom pa glih to, kar mi paše, pa nič manj, pa nič več. Pa misliš, da bojo jutri nekadilci bolj srečni kot običajno? Ne, po mojem še bolj živčni, ki jim bo kdo na živc stopil, ki bo prižgal, pa bo še bolj ogorčen. Tako da, mogoče bomo kadilci jutri bolj sproščeni, kot nekadilci, kar se smešno sliši, ampak po mojem bo glih tako.